Torej, mene zelo veseli, seveda, da smo se zbrali v tej knjigi, zelo me veseli, da vas je kar nekaj tukaj. Slovenska publika vendarle vedno ne stavka. Seveda me pa zelo veseli, zato ker predstavljamo neko zelo posebno knjigo, najbrž nekateri že poznate, jaz vprašam, da je svoje študente, če kaj poznajo te stvari. In so mi rekli, da vsaj malce, da ste že obravnavali, vsaj do neke mere. To je knjiga, ki je na neki način zares posebna, namreč iz več razlogov. Med drugim zato, ker imamo v slovenščini 2 prevoda, oba sta delo istega prevajalca, kar je pač mogoče tudi nekoliko nenavadno. Bomo še kaj več rekli o tem. Nasploh pa tudi zato, ker gre za izjemno važno besedilo za italijansko literaturo. Gre za besedilo, ki izhaja, kot vsi veste, z tržaškega, gre za tržaškega avtorja, se pravi iz nekega marginalnega področja, ki je na neki način seveda Italija, na neki način zelo Italija, na neki način tudi zelo ne Italija. Ta tržaška književnost je bila vedno, kar obstaja, kar seveda ni zelo dolgo, kajti kot veste, ima italijanska literatura neko bistveno daljšo tradicijo kot tržaška, ki je mlajša, ki je zelo mlada in ki se je, lahko rečemo, do neke mere ustoličila tudi z Lataferjem. No, ampak izhaja skratka to delo z nekega marginalnega in tudi marginaliziranega področja, območja. In to je Trst z okolico. Ki pa je bil ta Trst z okolico, predvsem Trst seveda, v Zlataferjevem času izjemno važno mesto. No, ne samo gospodarsko, kot luka Avstro-Ogrskega imperija, ampak tudi kulturno mesto, tudi, dajmo reči, mesto intelekta, nekega intelektualnega razvoja, verjetno poznate te zelo znane in nekoliko tudi že kičaste zgodbe o nekaterih protagonistih tega tržaškega obdobja, ki so imeli stike z takrat najbolj naprednimi, najbolj slavnimi protagonisti tega časa, kot recimo Freud, ki je ravno delal na Univerzi na Dunaju, predaval svoje osnove iz psihoanalize, takrat je bil v Trstu Eduardo Weiss, recimo, ki je tudi prakticiral psihoanalizo. Potem recimo mnogi drugi poznate zgodbo o Joyceu, seveda poznejšo zgodbo o Joyceu. Joyce je bil nekoliko malenko starejši od Zlataferja, ki je tudi bil v Trstu, nekako vplival na Zveva in podobno. Skratka, tukaj je šlo za neko področje, ki je bilo geografsko marginalno, ampak po drugi strani izrazito v središču dogajanja. In v to se umešča tudi to delo, Moj kras. Ampak zakaj je to delo še zanimivo? Trst je bilo središče dogajanja tako za Italijane, kot tudi za Slovence. Verjetno poznate te znane zgodbe, da je bilo Trst mesto z največjim številom slovenskega prebivalstva, takrat več kot Ljubljana. Seveda Slovenci nismo bili v Trstu nikoli večinsko prebivalstvo, to je dejstvo, ampak vendarle po številu so Slovenci v Trstu prekašali Slovence v Ljubljani. In zato mogoče tudi ni naključje, da nekaj desetletij pozneje, mislim, da leta 14, ko se je govorili o tem, kje naj se ustanovi prva slovenska univerza, ki jo seveda še nismo imeli, kot veste, bomo praznovali 100-letnico čez 3 leta, se pravi leta 19. Takrat se je razpravljalo, da bi bila prva slovenska univerza najbolj naravno umeščena v Trst, ne v Ljubljano, ki je bila pač nekaj provincialnega, v primerjavi s Trstom. V Trstu je izhajalo tudi največje število slovenskih listov, slovenskih časopisov, več kot v Ljubljani. V bistvu Trst je bilo mesto, ki je imelo izjemen pomen, ne samo za Italijane, ki jim je pripadal Zlatafer, ampak tudi za Slovence, ki so bili pač v njem tako ali drugače zastopani. Seveda, ta pomen mesta za obe skupini, etnični, narodnostni, kako želite, ne pomeni, da sta se ti dve skupini izrazito poznali, niti da sta se imeli zelo radi. Seveda, na individualni ravni vse mogoče, ampak govorim kot skupini, kot pač dve močni etniji, ki sta živeli v tem mestu, ki sta sooblikovali to mesto, pač sta poznali številne antagonizme. Predvsem bi lahko rekli, da sta se ti dve skupini ignorirali. Slovencev niso preveč zanimali Italijani in obratno. In to Zlataferjevo delo, Moj kras, je izjemnega pomena prav zato, ker dejansko nekako odpira pogled na slovanski svet. Drugače od drugih tržaških avtorjev, recimo kot je bil Italo Svevo, ki je verjetno bolj slaven danes, kot je slaven Zlatafer, je tudi nekoliko starejši. Recimo Svevo se ne ukvarja kaj dosti slovansko prisotnost, to ga ne zanima. Tudi Saba, ki kot vemo je bil nekako navezan na slovanski svet, pa je celo njegovo ime
odraža nek njegov odnos z neko varuško doiljo, neko Pepo Šabac, to je pseudonim namreč pri Savi. Tudi Sava je bil nekako povezan s slovanskim svetom, ampak ga ni reflektiral. Recimo, on nekoč dobil roke Cankarja, seveda po drugi svetovni vojni, ampak pravi, to je literatura, ki mi nič ne pove. To je nekako nepomemben avtor enega nepomembnega naroda, nekako takole. Skratka, ne sovraštvo, ampak nekakšna indiferentnost. Medtem ko Šikljo Zlateter, ki piše bistveno prej, namreč on je bil rojen leta 1888 in je umrl ravno te dni pred 101 letom, med Prvo svetovno vojno, on pa dejansko gleda na te stvari nekoliko drugače, vsaj zaveda se te prisotnosti Slovanov, ima do tega sicer precej ambivalenten odnos, jih ne ljubi, bomo rekli avtomatično, ampak jih nikakor ne sovraži. Ima jih za nekakšen pomemben element, o katerem je treba razmisliti, ga reflektirati, dejansko ga sprejeti, ga vzeti tudi za svojega. In to je, o čemer govori ta knjiga in tudi zaradi tega je ta knjiga pomembna. Zakaj je še pomembna? Gre seveda za neko dvojno refleksijo, neke vrste za to, čemu pravimo Bildungsroman, se pravi roman, s katerim se avtor gradi, gre za nekakšen roman o odraščanju, o dozorevanju, po drugi strani pa seveda za neko dvojno refleksijo, prav zaradi refleksije o drugem v tem narodnostnem smislu. Zanimiv je tudi jezikovno, o tem bomo danes seveda upam precej govorili, jezikovno zato, ker je pisano v neki elegantni italijanščini. To ne preseneča, kajti Šikljo Zlateter se je šolal v Firencah, kar za Tržaščane takrat ni bilo najbolj običajno. Zelo pogosto so se italijanski intelektualci šolali tudi na univerzah Avstro-Ogrske, ker so pač tja naravno spadali pač v državnem okviru naravno. Ampak on je izbral Firence, kot recimo tudi pozneje Saba. In očitno se je tudi tam verjetno pri svoji firenčki, florentinski formaciji navzel te italijanskosti, ki jo zelo uspešno prenaša v besedilo, ampak hkrati pa v to besedilo zelo uspešno integrira tudi močne elemente državnosti. In jaz mislim, da je ta prevod Marka Kravosa tako uspešen, res je pač dober, ponavadi ne želimo govoriti o prevodu pred prevajalcem, ker vedno imamo nekaj takega, kar bi lahko zelo skritizirali, kar je zelo moteče in tako naprej, ampak tukaj pred Markom jaz govorim zelo prostodušno, lahko in mirno. Ta prevod je res izjemen, vsaj jaz sem tega drugega zelo pogledala, prvega moram reči, niti ne. Ne bo kaj več povedal, ampak mislim, da je ta prevod tako izjemen prav zato, ker je Marko Kravos Tržačan, ki je popolnoma dvojezičen, kar je seveda zelo težko doseči. Še to mogoče, če Marka Kravosa ne poznate, tukaj so mlajše generacije, ki mogoče sledijo bolj svojim drugim avtorjem. Marko namreč je bil eden od mojih avtorjev v moji mladosti, to gotovo, ki še traja seveda, ta mladost in ljubezen od tega avtorja, vsekakor. Pa še ne zdaj vem. Skratka, Marko Kravos je pač znan predvsem kot pesnik, ki se je profiliral pač kot pesnik, ki je deloval v Trstu. Hkrati pa je seveda tudi se preizkušal v prevajanju. Ampak zakaj je tako zelo dvojezičen? Ker dejansko živi to svoje tržaško življenje, ampak recimo njegova formacija je bila pa na tej ustanovi v Ljubljani. Tukaj je študiral, mislim, da slovenščino in ruščino, ne? In takih recimo dvojezičnih ljudi je seveda razmeroma malo, v tem smislu dvojezičnih, ne? In mislim, da dejansko iz te dvojezičnosti izhaja ta res odlična, bomo rekli, reproduktivna sposobnost, ki se kaže pač v tej knjigi in pač ta tržaškost, ki mu je pomagala, da je recimo temu italijansko tržaškost znal ujeti z sredstvi slovenske tržaškosti. Tukaj sta pač dva svetova, oba imata jezikovno gledano močno govorico, lahko rečemo dialekt, kakorkoli želite. Oba ta svetova sta navezana na ta dva svoja dialekta. Tržaški dialekt, kot veste, italijanski, romanska različica je izjemno pomembno obeležje italijanskih govorcev Trsta in nekako podobno velja za slovensko. In prevajalec je tukaj zelo uspešno ohranjal, bi rekla, ta obeležja tržaškosti tudi skozi jezikovno prizmo, kar bomo mogoče še videli. To bi jaz rekla za začetek. Sicer bi pa mogoče, da začutimo ta prevod, dali najprej besedo samemu tekstu in sicer najprej prek prevajalca oziroma preko našega prijaznega bralca,
študenta Edvina, ki bo prebral italijanski tekst, in prevajalca Marka Kravosa, ki bo prebral, prosim, svoj, se pravi, slovenski tekst. Prosim. Vorrei dirvi, sono nato in Carso, in una casupola col tetto di paglia annerita dalle piove e dal fumo. C'era un cane spelacchiato e rauco, 2 occhi infanghite sotto il ventre, una zappa, una vanga, e dal mucchio di concio quasi senza strame scolavano, dopo la piova, canaletti di succo brunastro. Vorrei dirvi, sono nato in Croazia, nella grande foresta di Rovere. D'inverno tutto era bianco di neve, la porta non si poteva aprire che a pertugio. Alla notte, e la notte, sentivo urlare i lupi. Mamma mi infagottava con cenci le mani gonfie e rosse, e io mi buttavo sul focolaio frignando per il freddo. Vorrei dirvi, sono nato nella pianura morava e correvo come una lepre per i lunghi solchi, levando le cornacchie crucidanti. Mi buttavo a pancia a terra, sradicavo una barbabietola e la rosicavo terrosa. Poi sono venuto qui, ho tentato di addomesticarmi, ho imparato l'italiano, ho scelto gli amici fra i giovani più colti, ma presto devo tornare in patria, perché qui sto molto male. Vorrei ingannarvi, ma non mi credereste. Voi siete scaltri e sagaci. Voi capireste subito che sono un povero italiano che cerca di imbarbarire le sue solitarie preoccupazioni. È meglio che io confessi d'esservi fratello, anche se talvolta io vi guardi trasognato e lontano e mi senta timido davanti alla vostra cultura e ai vostri ragionamenti. Io ho forse paura di voi. Le vostre obiezioni mi chiudono a poco in gabbia, mentre v'ascolto disinteressato e contento, e non m'accorgo che voi state gustando la vostra intelligente bravura. E allora divento rosso e zitto, nell'angolo del tavolino, e penso alla consolazione dei grandi alberi aperti al vento. Penso avidamente al sole sui colli e alla prosperosa libertà, ai veri amici miei che m'amano e mi riconoscono in una stretta di mano, in una risata calma e piena. Essi sono sani e buoni. Penso alle mie lontane origini sconosciute, ai miei avi aranti, l'interminabile campo con lo spaccaterra tirato da 4 cavalloni pezzati, o curvi nel grembialone di cuoio davanti alle caldaie del vetro fuso, al mio avolo intraprendente che cala a Trieste all'epoca del Porto Franco, alla grande casa verdognola dove sono nato, dove vive, indurita dal dolore, la nostra nonna. To je ta začetek tega romana, intimnega po svoje, po drugi strani programskega in zavzetega za idejo teh irredentistov za osvoboditev neodrešenih krajev za Italijo. Rad bi vam rekel, rodil sem se na Krasu, v koči s slamnato streho, ki sta jo dež in dim počrnila. Imeli smo ogolelega in zariplega psa, 2 gosi z blatnim trebuhom, motiko in lopato, in od kupa gnoja, ki je bil skoraj brez stelje, je ob dežju v curkih odtekala rjavkasta brozda. Rad bi vam rekel, rodil sem se na Hrvaškem, sredi velikega hrastovega gozda. Po zimi je sneg vse pobelil, da smo vrata lahko samo odškrnili in sem po noči slišal tuliti volkove. Mati nam je s cunjami omotavala otekle in pordele roke. Lazil sem na ognjišče in se cmeril od mraza. Rad bi vam rekel, rodil sem se na Moravski nižini. Tekal sem kot zajec po dolgih brazdah in plašil krakajoče vrane. Zleknil sem se kdaj na trebuh, si izpulil peso in jo še vso od zemlje glodal. Potem sem prišel sem, se skušal udomačiti.
Naučil sem se italijanščine in si izbral prijatelje med mladimi izobraženci. Kmalu pa se bom moral vrniti v rodni kraj, ker se tu ne počutim nič dobro. Rad bi se vam zlagal, tudi vi mi ne bi nasedli. Preveč ste pametni in prebrisani. Takoj bi vedeli, da sem ubog Italijan, ki skuša svoje osebne stiske skriti pod nekakšno barbarstvo. Zato bo bolje, če priznam, da sem vaš brat, čeprav vas včasih vidim kot v snu, oddaleč in me vaša kultura in vaša modrovanja plašijo. Bojim se vas, morda. Medtem, ko vas zadovoljno in brezskrbno poslušam, me vaše pregovarjanje počasi zamreži, dokler se ne zavem, da se le naslajate nad lastno bistroumnostjo. Takrat v kotu ob mizici zardim in umolknem in pomislim na sočutje velikih dreves, ki se razpirajo v vetru. Nestrpno pomislim na sonce nad griči in na bohotno prostost. Na prave prijatelje, ki me imajo radi, ki me prepoznajo po stisku roke, po mirnem, jedrnatem smehu. Zdravi in dobri so. Mislim na svoje daljno, neznano poreklo, na svoje prednike, kako s plugom, pred katerega so vpregli 4 lisaste konje, orjejo neskončno polje, in kako se v usnjenih predpasnikih sklanjajo nad kotle staljenega stekla. Premišljujem o svojem podjetnem pradedu, ki je prišel v Trst v času proste luke, mislim na veliko zelenkasto hišo, kjer sem se rodil in kjer še vedno živi naša nona, otrdela od vsega hudega. Hvala. In za pokušino je. Torej, jaz bi se vrnila k začetkom. Sicer, kot rečeno, ni ravno veliko takih del, vsaj ne v slovenskih književnosti, mislim pa tudi v književnostih nasploh, ko bi imeli na voljo več kot en prevod od istega prevajalca. Se najdejo, tudi v slovenščini imamo tega nekaj, tudi če vzamemo ta jezikovni par slovenščina in italijanščina, recimo znamenito delo De Amicis srce je bilo prevedeno 2-krat, nadela ga ista prevajalka v razdobju tudi 30 let, ampak iz nekakšnih političnih okoliščin. Potem recimo Andrej Capuder je večkrat izdal svojo božansko komedijo, včasih torej Dantevo in svojo božansko komedijo, ampak včasih torej tudi zelo prenovljeno, jezikovno prenovljeno. Isto velja za Cirila Zlobca, ki je izdal vsaj 2-krat Novo življenje Dantevo in tako naprej. Nekaj takih primerov imamo, ampak prav veliko pa ne. In zdaj jaz bi vprašala prevajalca, kako pravzaprav je prišlo do tega prvega prevoda. Izšel je namreč leta 1988 pri založništvu Tržaškega tiska in zdaj kako je prišlo do drugega prevoda, skoraj 30 let pozneje, ki je izšel, zanimivo, pri neslovenski založbi v Trstu Bejt, ki se pa zanima za slovensko književnost. In še nekaj, ta prevod, ki je danes tudi na voljo, če ga kdo želi kupiti, je dvojezičen, kar je, bomo rekli, nekakšna tendenca, pozitivna tendenca, čeprav še vedno posebnost. Prvi prevod, ki je izšel torej, v slovenski izdaji, torej pri slovenski založbi, vsebuje samo slovenski tekst, leta 1988, drugi prevod pa vsebuje obe besedili, šel pa je pri italijanski založbi. Lahko izvemo nekaj več o genezi obeh teh dveh prevodov. Ja, najprej je name seveda deloval pritisk, čudenje, da se ob Krasu Srečka Kosovila, ki je seveda rasel v meni z doživljanjem moje rodnega, kako bi rekel, zaledja, kraškega zaledja. Tam smo dobivali kravje mleko in jaz sem ga pil, pa tudi na Kras zahajal že kot tak majhen otrok. In to je seveda isti Kras za Italijane in Slovence v Trstu in seveda potem je seveda tudi v literaturi sem najprej srečal poezijo Srečka Kosovila, v prvi tisti rjavkasti, sivkasti rjavi izdaji Gaspanovi iz leta 27, kjer ga seveda
posmrtna izdaja in tam so večinoma te kraške pesmi, te so ene slavospevi, tudi tam so tisti, kot ste slišali tukaj že v uvodnem besedilu, zdravi so in dobri prijatelji ali pa bori ali pa drevesa. Ne? Tudi taka podobne stvari so bile. Potem sem recimo v gimnaziji nekoč moral, normalno, da sem prišel do mojega krasa, do Il mio Carso in ga bral v italijanščini, ker ni bil še preveden, ampak seveda sem prepoznaval ves ta eros do te pokrajine, pa tudi ne samo do pokrajine, kraške pokrajine, ampak tudi eno veliko, kako bi rekel, zagledanost v tisto tržaško mesto, ki je pa tudi mene po eni strani dojilo in navduševalo. V njem sem se počutil smiselnega, domačega in izzivalnega. Ko sem to so moja čudna nelagodja potem iz časa svojega študija na gimnaziju. Kjer sem imel profesorje Markuja in Rebulo, ki sta seveda ta generacija s Pahorjem vred, so delali vse, torej se šolali, vsaj gimnazijo in vse te višje srednje šole opravljali v italijanščini in to seveda so poznali tega teksta. Ne? In so mi tudi sporočali, povedali o tem in tudi verjetno me nagovorili, da sem sploh Zlatarja bral. In seveda, ko sem prišel po študiju slavistike v Ljubljani, ko sem prevzel tam vodenje založniške dejavnosti v Trstu, se mi je zdela tudi ena taka, kako bi rekel, ena moralna dolžnost, da se Zlatar predstavi v slovenščino in da je dostopen, da se tudi vzpostavlja eno normalno razmerje med interpretacijo, doživljanjem krasa, ubesedovanjem krasa v italijanščino, v tržaški varianto italijanščine in seveda to tem našim literarnim priposestvovanjem pokrajine Kras preko Kosovela. To se mi je zdelo normalno in ni šlo niti tako gladko. Tudi še v drugem povojnem obdobju v Trstu ni bilo z Zlatarjem tako lahko. Kakšen status je recimo imel takrat Zlatar kot tržaški avtor med Italijani, ko si ti začel prevajati? To je bilo recimo sreda 80 let, je bil že popolnoma detabuiziran recimo? Ja, mislim, da so več čas ga imeli dvoumno. Na eni strani, da je bil irredentist, da je šel med prostovoljce, da je pisal pamflete o tem, katere so nujne meje Italije in da morajo biti na Postojni, na Triglavu in tako. To je bilo, ampak to je bilo potem, ko je napisal ta besedilo Moj kras, ki je nastajalo leta 11 in 12 od Sizlji na Krasu, v njegovi posebni, kako bi rekel, nekem življenjskem obdobju z nekimi notranjimi krizami, ki bi se lahko rekli pozne adolescence, po drugi strani iskanju tudi lastne prave identitete. Italijani so ga gledali po eni strani seveda kot neko, zdaj Italijani, jaz jih tudi toliko jih niti ne poznam, ne vem, kako so ga sprejemali. Ob izidu je seveda bila knjiga malo škandalozna, ker išla je pa v Firencah pri reviji oziroma založbi Voce, ki je La Voce, ki je najbolj. In seveda recepcija je bila taka dvojna. Na eni strani so zaznavali neko novost, neko stvar, ki tudi identiteto, tržaškost, ki je nekaj posebnega in ki jo je Zlatar izpostavljal skozi jezik, skozi neke moderne, kako bi rekel, registre, tudi
interpretacije svojega najstništva, prve ljubezni in stikov in trkov med nacionalnostmi v Trstu. Seveda je delovalo malo provokativno, bodi si za renicole, to so bili Italijani v Regno d'Italia, in bodi si za Italijane, ki so bili irredenti, se pravi neodrešeni, in zato potem so se prištevali in so se podpisovali kot irredentisti. To so bili, ampak istočasno, zdaj bom govoril o recepciji Slovencev iz tistega obdobja. Se zaznava ta, kako bi rekel, zelo vehementna poza Zlataperja v tem smislu, da se je zavzemal za Italijo in to se pravi rovaril proti matični oziroma tisti krušni državi in je bil v bistvu, kako bi rekel, protidržavni element. Ne samo, tem je tudi 1944 je on šel kot dezerter v Italijo in se potem boril na drugi strani, medtem ko so večina Tržačanov, tudi Italijanov, so bili že eno leto na fronti ali na ruski fronti ali na srpski fronti, ker je bila pač vojna, se je v Avstro-Ogrski monarhiji se začela eno leto preko, ker je Italija stopila v ta svoj pohod na osvobojeno ozemlje. Ampak kako so sprejemali, jaz zaznavam, nisem prav šel tako na drobno gledati, ampak recimo Igor Gruden ima pesem iz tega obdobja okoli leta 20, to je že malo kasneje, ampak po prvi svetovni vojni ima pesem ali celo tik pred vojno, pesem slovenskega irredentista. Tako da v bistvu so si prevzemali in so spoštovali in cenili tudi, kako bi rekel, eno idealizem na drugi strani. Tako da so nekatere stvari so bile in na slovenski, recepcija na slovenski strani naših književnikov posebno se je izkazala predvsem takoj po padcu fašizma, potem ko smo Slovenci spet pridobili neko svojo državnost, svojo neko samostojnost in se stopili na noge. 46. leta so že objave in to zelo obsežne in zelo, kako bi rekel, s simpatijo se ozirajo na moj kras Šipja Zlataperja. In to je Lino Legiša, ki je bil eden takih imenitnih literarnih zgodovinarjev slovenskih doma. Prispevno spremno besedo sem, ne? Ja, ni več bil med živimi, ampak to je objavil v Novem svetu leta 1946, se pravi, ampak to obsežno študijo, morda 18-20 strani velikega formata in noter so tudi že kakšno poglavje, neki odlomki, tehtno lepo tudi že prevedeni. To je bilo tam. Istočasno, 46. tudi že Niko Matičetov, ki morda ste ga tudi slišali zanj, velik tak kraški format, ampak bolj na tem etnološkem raziskovalnem področju in teh objavah. On je tudi v reviji, mislim, da so bili Bori ali Bori. Tam je takrat tudi že publiciral. Tudi to, kar sem omenil prej, da je moj profesor na gimnaziji za latinščino in grščino sicer je bil Alojz Rebula, ampak Alojz Rebula je 49. objavil v Novem svetu dvoje poglavij iz romana iz Tržaškega okolja in naslov je Srečanje s Penadorom, s Zlataperjem. In seveda je pisal roman o mladem slovenskem pisatelju, ki skuša pred Prvo svetovno vojno začenja in sreča že malo starejšega, že po objavi tega in gradi to. Dve poglavi sta išli, potem gotovo se pa Rebula ni več ukvarjal s to temo, ali ga ni več zanimalo, ali pa nekako kaj je prišlo. Na vsak način Šipjo Zlataper je tudi za Slovence, kako bi rekel,
kraški avtor, ampak tudi tržaški avtor in ga lepo sprejemajo. V tržaškem miljeju, tudi danes, pa seveda deluje skoraj manj aktualno, ker se tudi ta mittelevropska pojava tržaška se že malo megli, zdaj s tem padcem meje in kakorkoli vse skupaj dirandaj in tako da v bistvu tudi Magris ali pa Žetomica niso več se sklicovali na to, bi rekel, svojo tržaškost, ko so imeli že malo, kako bi rekel, tudi se vezali ali na Istrom ali pa na osrednje italijanske tokove. Čeprav tudi seveda Magris je večina vezan na njegovo Danubijo in Donavo. Ampak to je seveda, to je taka, da nastavljeno in ko sem pri založbi programiral to, seveda sem tudi pomislil in sem nekje se dogovoril za en prevod in tisti prevod za nekih zadreh in tudi pomislekov, da vseeno enega takega evidentista v 70-ih letih ne kaže prav, imamo druge prej stvari, ki jih je treba nadoknaditi in res smo morali takrat odkrivati šele neobjavljene tekste Bartola, ki je tudi tržaški imenitni avtor, kup drugih takih zadev je bilo in se je to pomalem tako, sem težko nekje uveljavljal to pogledati. In ko je prišlo, neko enkrat pa, zdaj pa tvegam tudi svojo, bi rekel, izdam svojo uredniško težo na tehtnico in mora iziti zlata, pa in pogledam prevod in prevod je bil, kako bi rekli, tako, mene je presunilo, ker sem potem nenadoma vzpostavil paralelo med dvema Kosoveloma. Veste, da je bila velika družina Kosovelovih in eden je bil Stano Kosovel, ki je bil ugleden literat in pesnik in urednik pri raznih revijah in vse tako dobro uveden tudi v ljubljanski visoki družbi literarni in Srečko Kosovel. In ta prevod, ki se ga jaz nenadoma malo pogledal, sem rekel, pustimo, so bile katere tudi zelo hude površnosti, ampak predvsem je bil nastavljen v jeziku Stanota Kosovega, se pravi neka omledna, klasicistična, ne vem kakšna papirnata slovenščina. In mene je kar stisnila, sem rekel jaz, in to je najbolj šlo kot priloga jadranskega koledarja v nakladi 2-3 tisoč izvodov gotovo. In nič... In ta prevod ni nikoli šel potem? Ne, oni prvi prevod ni šel in potem sem jaz dal, sem rekel v enem mesecu, da bi se tisto na novo nastavilo, saj tako, ker je že bil tisti tudi že plačan, tisti prevod. Pravi, nikoli ne bomo zvedeli, da je bil avtor tega prevoda. To za take stvari, ki grejo tako, je boljše, pustimo to. Jaz sem se takrat potem, sem si vzel dopust, poletje, eno poletje sem se posvetil, sem vzel svojo pisalni stroj, seveda in tipkov in delov in prišel iz tega dopusta zgaran, ampak seveda je potem pravočasno v novembru leta 1988 šlo pravočasno, da je počastilo 100-letnico rojstva. Seveda, za tisto so rekli vsi tudi na Tržaškem, tudi Boris Pahor, Rebula in tretje so rekli, ja, imenitno delo, seveda s raznimi pripombami, ali se prevede tisti Mongolo za Slovana ali pa Ščavo na en način ali na drugo. Ali si Italijano poimenuje tudi kdaj, ne vem, kakšna crkotina od mačke, ne? In tisto, kako se to dela. To smo se tudi potem pregovarjali in je bilo zanimivo, da so preko teh svojih pripomb izkazovali, kako so tesno ob Zlatoperju rasli in našli recimo še pod fašizmom slovenski dijaki, takrat tisti, ki niso smeli niti spregovoriti, niti izkazovati svoje slovenskosti, vendarle eno določeno mero potuhe v tem tekstu. Tekst, ki pa je danes
to svojo, bi rekel, dimenzijo izgubo, pridobil pa na tej svoji, bi rekel, iskanju ravnotežja sodobnega človeka med naravo, med stikom, med naravo v sebi in naravo okoli sebe, recimo, ki jo predstavlja Kras, in seveda tem Direndajem, ki ga je tako megalomansko mesto Tržaško takrat izkazovalo in ga danes pravzaprav, ko imamo metropoliziran svet tudi preko interneta, tudi še izkazuje na poseben način. Bilo je tekst za slovenskega bralca, je bil aktualen pred 28-29 leti, čeprav je šel tako zamudo, je vendarle doživel en lep uspeh. In tudi potem, zdaj, si me vprašala, zakaj drugič. Ja, potem se nenadoma, to je bila stoletnica rojstva in 28 let je Šipijo Zlataper živel in potem 3 mesece, 4 pred tem se mi pojavi italijanski založnik v Trstu in rekel, imam eno posebno serijo klasikov, ki so vezani na Trst in zaledje. Izdali smo Rilkeja v nemški in te Dunajske legije, v nemščini in italijanščini, novem prevodu. Bi radi izdali tudi Šipija Zlataperja, zdaj, ko te imaš, tudi pa seveda prebivalcem kraškim tudi v slovenščini. Sem rekel, ja, jaz dam prevod, ampak če imam pravico, potem to stegniti prste in popravljati stvari. Čeprav popravki niso zelo radikalni, tukaj se mi zdi, ne? Mislim, v bistvu... Mi je bilo žal, ker jaz sem potem včeraj se spomnil, da sem naročil založniku naj spravi krtačne otise, ker on mi je postavil krtačne otise že, je bilo že vse skupaj postavljeno in ono tretje. In nisem jaz mogel v računalniku posegati v tekst, ampak je v PDF, ali kaj je že tam hodiča, in jaz sem tisto moral, da sem nesel fotokopirati in sem tisto upisoval in on je ustavil, je rekel, je zaprto in zdaj bom jaz vestno ustavljal ta založnik. Ki je ena zelo prisrčna in taka oseba in je res to ustavljal. Seveda je bilo brat potem pisavo in tisto včasih je tudi potem še bilo naknadno kakšna stvar predirana. Na vsak način to kaže tudi na spremenjeno klimo med nacionalnih odnosih v Trstu, da se tudi ni tako redko, da je v italijanskem svetu dobiti ljudi, tudi ustanove, ki so zelo pozorni in čutijo prav potrebo nadoknaditi ta, bi rekel, to vrzel, zapolniti to vrzel, ki je dejansko taka, kakor bila doslej, kakor je Martina Orbelson povedala, da sta živeli dve kulturi, dve literaturi, ena ob drugi. In se napajali v glavnem pa iz te tržaškosti, ki je bila pa skupna. In to je ta Direndaj. In še to bi poudaril o identiteti Šipija Zlataperja, ki je zanimiva. So ga imeli, da je to roman o razklani duši, temu ekspresionističnemu, kako bi rekel, lovu komune, ta topos, ampak v bistvu gre, on se sklicuje celo v nekem pismu v svoji, kaj je bila, Ližeta ali katera, da se sklicuje celo na 3 svoje sestavine, in pravi, da je ena njegova duša, Džidžeta je bila tista. Se bi posvečeno njej, ne? Ja, Balkan Džidžeti je 4. februarja 22, se pravi tik preden je šel v roman, veš, piše,
Veš, da sem slovansko, nemško, italijanski. Poslušaj, od slovanske krvi imam čudna domotožja, željo po novem, po zapuščenih gozdovih, sentimentalnost, ki je potrebna božanja, zadovolitve, neskončne in brezmejne sanje. Od nemške krvi imam oslovsko trmo, voljo in direktorski ton in tako dalje. In vse te prvine so se zlile v italijansko, ki jih skuša ubrano uskladiti, uravnovesiti, da bi bil klasičen, zoblikovan enajstirec, ne pa prosta mera. Tako si mora moje življenje v tej smeri prizadevati, da se zave različnih prvin, da bi jim bilo kos. Seveda potem je to malo sredociran postavil v službo, s tem, da bi slovanske elemente, tuje rodce so nam takrat rekli tako, da bi seveda pritegnili k višji civilizaciji. To je bil ta ideološki moment v Zlatoperju, ki je potem v naslednjih 2 letih po izidu mojega krasa prevladal. No, to je zanimivo ravno pač tujerodci in tako naprej. Se pravi, ta odnos med Slovani in Slovenci, predvsem, ker Slovenci so vendarle tisti najbolj številčni Slovani v Trstu, ne? In gotovo najpomembnejši tudi v tem smislu. Ampak ta odnos si doživel eno veliko, se mi zdi, velik razvoj skozi 20. stoletje in zdaj v 21. stoletje. Vendarle od teh časov se je ogromno spremenilo. Ne? In ti kot Tržačan seveda to najbolj poznaš, najbolje veš. Lahko mogoče študentski publiki, mogoče, ki ne pozna te scene tako blizu, poveš kaj več o tem odnosu med Slovenci in Italijani, vendarle v neki zgodovinski perspektivi. Ja, ko ni več nekako podpihovano. Za časa mojega tega, ko sem zahajal v gimnazijo v Trstu, navijala za Reto Vekjo, prav v mestu, takrat je bilo še vse tako, ker ni bilo meja niti definirana. Ni bilo še ozijskih sporazumov, ki so prišli, ne vem, 74. Ja. Jaz sem se šolal v začetku 60-ih let celo, pomislite, kako sem dobro ohranjen. In takrat si spomnim, da je bila na sosednji šoli nekje nautiko in tam so bili vedno provokatorji, so bili napujskani, organizirani, so stavkali, razbijali, pretepali, tako da je bilo nevarno vse do, kako bi rekel, tudi vse skoraj do 80. leta nekako se je to šuntanje dogajalo. Ampak med tem je živel tudi en drugi del mesta, ki se je zavedal te svoje mešane krvi ali pa svoje mešane kulturne podstati. In da je to pravzaprav, kako bi rekel, ena prednost v odnosu do italijanskega, večinskega oziroma tistega centralnega območja, Milano ali pa Firence niso več dosti kaj figurirale, Rim pa tudi ne toliko, ampak to so bili že otujeni centri. In tako, da se je potem recimo izrazito v delih, se to najbolj odraža v delih Fulvija Tomice, pa tudi Claudia Magrisa, in tudi so že nastajali nekje nekakšni osebi, ki so prevajali slovenskih avtorjev, tudi Italijani. Istočasno seveda se tudi pomalem smo se začenjali tudi mi odpenjati in sproti prevajati tudi, kar je nastajalo v našem območju, ker biti sosedi med državami je malo težje, ampak če si v istem mestu in tako, da se ne potrudiš, da se mu posvetiš tudi eno določeno pozornost, je to, ne vem, znak tudi lastne ožine in to sigurno, čeprav se stališče recimo enega tržaškega avtorja, ne, je mislim, da prevod eno izrazito bodisi simbolno ali pa zelo altruistično dejanje, ker ni instrumentalno, potrebe po prevodu nimate tržaški Slovenci, ne, ker dejansko vsi berete italijansko, se pravi, če prevajate eno italijansko delo v slovenščino, delate to zato, da pokažete spoštovanje, se pravi, neko simbolno vrednost, date temu aktu, ali pa recimo iz čistega altruizma, zato da bodo brali Slovenci onkraj meje, ki niso dvojezični. Ne?
malo to, ampak jaz bi poudaril še neko drugo noto. Da so tej tržaški književniki, ali pa italijanska tržaška književnost, smo rekli, da je en pojem v italijanski literaturi, da je sorodna našim tržaškim avtorjem, slovenskim. In tudi, kako bi rekel, včasih se jaz čutim bliže temu mediteranskemu nastavi, oziroma včasih se čutim drugačnega, kot je krajinski in celinski Slovenec, ki je orientiran proti severu, ki je mračnjak, ki ima rad to filozofsko stvari nastavljene in ne vem kakšne ideologizacijo in kakorkoli. Medtem, ko boste videli tudi v tem romanu, in je tudi zaradi tega, tudi v enem takem banalnih svojih adolescentnih nekih blogih, ma potem tudi včasih tudi celo na Krasu doživite eno tako egzaltacijo seksualne scene, on občuje z Krasom praktično, ali pa ubiva, torej tudi neke refleksije tistega psihoanalitičnega središča, ki je bil v Trstu, recimo to ubija eno podlasico z nožem ali kaj takega, se pravi, da so take tudi seksualni poudarki, ki so seveda meni bili tako, po koži so mi bili, ne? So se čutil v nekem sorodstvu. In zakaj ne bi ravno tako s tem prevajanjem poudarjal te črte, ki bogatijo naš register tega, torej naše obzorje, ma predvsem pa tudi register življenjske, kako bi rekel, način življenja je to tudi drugačen. In s tem, da prevajamo tržačen italijanskega jezika, se tudi sebi utiramo pod temu obmorskemu načinu življenja ali pa dojemanja funkcije literature, književnosti, poezije. Hvala. Še kaj rekel prav? Če se ne soglašate, jaz bi predlagal, da tudi Takoj damo besedo. Ja, takoj. Boste nekaj vprašali? Boste kaj komentirali, kaj vprašali? Z besedo na dan? Tako, ker jaz včasih zagovorim, potem bi rad slišal. Ali boste potem na koncu? Pripravite se, ne, potem, da bom... Sem hodila reči vendarle o tem prevodu še nekaj, ne? Mislim, meni se zdi prevod res sijajen, kot rečeno. Se mi zdi izjemno posrečen, prav zaradi dejansko, prevod že tako, kar zadeva, bomo rekli, zborno slovenščino, ampak tukaj ne pričakujemo kaj drugega, mislim, stilistično izjemen in tako naprej, ampak tudi prav zaradi te kombinacije tržaškosti in, bomo rekli, zborne slovenščine, ki res zelo dobro odraža to, kar je Zlata prepisal v italijanščini. In zanima me pri tem ustvarjanju slovenskega besedila, kaj se ti je zdelo najtežje? So bile kakšne posebne težave? So bile kakšne posebne sesti? Ja, predvsem pravzaprav se poraja, če rekel, ko sem v 2 rundah to prevajal pravzaprav in sem se tega zavedal šele lansko leto, ob tem času sem končeval te svoje izpiske prejšnjega prevoda in to flikov, ne, bi rekli, ampak z določeno percepcijo o tem, da v bistvu se tudi Šipja Zlataparja rešujem ene zaprašenosti. Logično, da njegov jezik je bil 100 let, torej preko 100 let star, ampak jaz sem ga predstavljal v slovenščino in tudi pojmovno nekako zadevo sprejemljivo tudi za današnjega bralca. Tako da je v bistvu ta Šipjo Zlatapar je pred Srečkom Kosovel prisvajal si naš Kras, ne? Gledano iz slovenskega vidika. In jaz sem ga potem njegov tekst seveda v slovenščini prisvajal v današnji slovenski jezik in ga pač uveljavil, da je čitljiv, očarljiv, tako kot je moral biti v svojem času.
za tiste, ki niso imeli kakšnih določenih kakšnih predsodkov ali pa nastavljeni drugače tudi po nacionalno ali ideološkem svoji orientaciji. Ne. Tako da v bistvu ta zavest, da moram v sodobni pojmovni svet predstavljati jezik iz začetka prejšnjega stoletja v današnji čas. Ampak med tem nisem samo, da se jezik spreminja in postaja tako. Vi si ne morate misliti, to so zaznavali tudi moji kolegi, ki je, eden je Roberto De Denaro, pesnik tržaški, ne, je rekel, ja, ampak tega, ni Trsta takega več, ni pristanišče Avstro-Ogrske, ampak tudi Krasa ni več, vse so ga vse zabetonirali, urbanistično je vse skupaj zadeve, Kraške poti, kje so te Kraške poti, ne? Ko so Velove ali pa Zlataperjeve, ne? Se pravi, kje so tisti pastiri, ki jih on nagovarja, vidi, ki požigajo strnišča ali kaj takega. Se pravi, tudi ta, bi rekel, ta podobe čim bolj pomikati v ta dojemljivost današnjega človeka. Po možnosti tudi mladega človeka. Ker sem rekel, da je to ta roman o nekem odraščanju, zorenju, pubertetniških takih svojeglavosti ali takega, tudi moralnih krizah, ne, ki jih ima doživi, recimo ob smrti, takrat, recimo tudi še za mojega mladosti, recimo je bila bodisi Trst, pa tudi Slovenija, še z visoko stopnjo suicidalnosti. V Zlataperjevem času je, recimo, je njegova zaročenka se obesila, je eden ali dva njegova sošolca sta tudi tako napravila in jaz sem tudi to izpostavil, potem me je vnuk Šipja Zlataperja malo rekel, ne, tega pa ne, on je bil borec, ampak po mojem njegovo prostovoljstvo in to, da je šel vedno v prvo bojno vrsto in bil, praktično se je dvakrat izpostavil, ne, ker je bil hudo ranjen in čez 3 mesece, ker so ga pozdravili, je šel spet v prvo vrsto in bil takoj seveda potem padel kot žrtev na Goriškem krasu, ne na Tržaškem, ampak vseeno tisti ta kras se mu je tudi potem seveda postavil njegov, bi rekel, domicil, prisilni domicil posmrtnine. Take so te zgodbe o tem, kar ste slišali na začetku, zdaj da se vrnem na začetek romana, o teh identitetah, ki nas razlaga, je tudi značilno za dosti Tržačanov italijanskega zdaj profila, tako, ki se trkajo tako. On tukaj ne izpostavlja, je rekli pravi, da je kmet in tako, ali kaj tega tudi, da bi lahko bil Slovenc. Šipjo že ime je izpostavljeno, da je hoče biti Italijan, ampak seveda njegov oče je bil Zlataper in Zlataperji sem tudi raziskoval, potem sem zadnji hip še vprašal Pavleta Markuja, dokler je živel, ki je raziskoval prav po tej priimke, je rekel, v celem slovanskem svetu, kjer sem šel iskati tudi na Moravsko, na Hrvaško, Zlataperja priimka ni, je seveda pač priimek vezan na pač neko ptico. In je samo na Kobariškem, ne, tisti priimek je tam še živ in edino tam. Tako da, in oče je bil izpričano, seveda še Slovenca, ampak nikoli niso hoteli vedeti o tem. No, se kako ima slovenske korenine? Ja, ker je bilo takrat pač določeno, da se moraš opredeliti in okleniti neke izbire in zaradi tega potem tudi seveda izvire tudi njegove neke travme, tista svoja njegova nagnjenost k veliko tudi žalobnosti, ne, ki je tudi proseva iz tega romana, ki pa je, boste videli, zelo tak poetičen, ampak istočasno po drugi strani tudi provokativen.
No, jaz bi se vrnila še en trenutek k tržaški književnosti, kot taki smo rekli na začetku, da gre za izjemno pomembno reprezentativno delo te književnosti. In ta književnost, kot rečeno, se najprej slovenščino ni kaj veliko prevajala, ampak v zadnjih letih in zadnjih desetletjih je bil tukaj res precejšen napredek narejen. Imamo pač glavne avtorje, seveda vključno z Lagaperjem v 2 prevodih, imamo Zveva, vse 3 romane zdaj že, imamo Sabo, se samostojno zbirko, imamo seveda ogromno tomice, pogojno rečeno, da je to tržaški avtor, seveda predvsem je pisal v Istri, jasno, ampak vendarle tržaški avtor. No, je, seveda, ampak vendarle netipičen tržaški avtor, na neki način, ne. Mislim, uvožen v Trst, ne. Je uvožen, ampak potem je hotel poudarjal tudi to povezavo s slovenskim svetom. Že in male Gene Dalnor, ker je seveda tudi Trubar in tisti Bergeri, ampak predvsem Lamičicija, kjer je osnovni sogovornik pisateljev je en zdravnik starc, ali pa izpozi Divja Rossetti, tisto je pa Franciska tudi te zadeve, seveda, ne? Franciska je tudi, tako da Mirjam Mino mesto. Drži, ampak tržaški pisatelj vendarle prinešen, oziroma ki je prišel v Trst, ne v tem smislu pač nekako. Ja, ampak zaradi tega je bil tudi malo osvobojen, ter bi rekel sproščen v odnosu do Slovencev. Drugače so bili tudi vsi med starejšimi avtorji pred njim je bil tudi recimo Enčergoj, ki je bil tudi tak pesnik, izredno naklonjen. Odprt, ja. Fölkel, ja. No, ampak vendarle, kaj ti kot specialist priporočal, torej, kljub temu, da imamo za neki korpus literature, tržaške, se pravi tudi Slovenci v srednji Sloveniji, tisti, ki ne znajo italijansko, lahko spoznavajo ta svet, ki je za nas pomemben, ki je do neke mere tudi naš svet, seveda. Kaj bi priporočil, kaj bi bilo treba še tukaj na tem področju narediti? Ja, nastajajo neki zanimivi teksti, tudi eden je avtor, ki je recimo v zadnjih 20 let, morda zdaj piše, je Kovačič. Ja. Tisti je Kovačič, tistega gotovo bi bilo potrebno. No, se nekaj malega je bilo prevedenja. 30 so to Sopra, recimo, to je bilo. A ja? Ja, potem je, ja, zdaj, 30 so Sopra, potem je Unij taki, tisti je zelo težek avtor, mislim, da je Jakov Petrov skušal prevajati ga in mislim, da mu nimao srečne roke, je Pino Roveredo je en tak avtor, ki izraža to, bi rekel, eno zmešnjavo, ampak tudi, kako bi rekel, eno pretresljivo človečnost. Potem je Maurensič, se mi je zelo fajn, očarljiv avtor, on je goriški, ampak je, da je celo nekaj prevedenja. Ni še prevedenja, ampak ima zelo berljive romane, pretresljive, poudarek na nekim etičnih dilemah, moralnih nekih zadevah, ampak je napisano, tako bi rekel, na način kriminalke. Seveda, jaz sem tudi, kar je bilo bolj pesniškega, sem tudi že prevajal ravno zaradi tega stika, ampak tudi zaradi tega, ker sem širil prostor tudi recimo za slovensko poezijo v smeri narečne poezije, ki je v tržaškem okolju, a tudi sploh v Italiji, zelo pomembna dimenzija njihove posebne poezije. Od 300-400 let in tudi v teatru še bolj, ampak tudi v poeziji. Danes recimo imate Grizančiča, ki sem ga tudi v knjigi predstavil tako in predstavljal seveda takrat iz tržaškega italijanskega narečja in kup drugih tudi avtorjev, Loredano Boljun iz istrskega, nekega Amedeja Giacominija iz furlanščine. To je tako potrebno tudi zaradi tega, ker meni kot pesniku je ta potreba po avtentičnosti jezika, seveda vsakikrat se mi na novo pogaja in to napajanje pri narečju je iskanje poti in izraza sodobnih
kompliciranega sveta v človeku z prvo in edino in pravo materinščino. Materinščina, ki se jo prvič zaznali, je bila govorjena in je bila v narečju in seveda je bila od mame. Prve besede, prve artikulacije in tisto se je prenašalo z intonacijo glasu, z intenzivnostjo, z tem in je bilo vezano še na senzualnost, na občutke vonjave, na te slušne zaznave toplote, trdote, mehkote, kar vemo, da je vse v materinem naročju in tudi v tej materinščini. Jaz sem potem na osnovi tega, recimo tudi imam eno knjigo, ki je zdaj lani šla v okviru tega projekta Lingua jezik, Leta dei genii, in tudi ko ste videli Leta genijev, je skoraj podobno, ampak to je roman, mozaični roman o mojem otroštvu pri Svetem Ivanu, od mojega letnice nič do leta 14. leta, takrat 14 ali 15 leta, takrat, kada je praktično tudi Italija spet prišla v Trst in si ga nekje administrativno potem postala moja država. Tam sem tudi, seveda, moram reči, uveljavljal ta pogovorni jezik. Jaz narečja praktično v Trstu slovenskih narečij se stekajo različne veje. Istrski govori, pri Svetem Ivanu so se mešali istrski in kraški govori. Moji so bili pa še Vipavci in so govorili vipavski dialekt. In to se čuti v tem tekstu. In tako je bilo tudi v mojih kratkih časih, tam moj tekst, ki je bil tudi potem zelo s pridom in užitkom bran. Ampak ker je enkrat šlo v dveh izdajah, tako, ampak seveda z enimi takimi potem nenadoma sem se zavedal in sem težko potem popravil in verjetno nisem vsega vzpostavil, so popravljali v literarni tekst. Rekli, mi ne moramo tega spustiti in kaj pa, če bojo brali v gimnazijah in bojo začeli potem vsak po svoje majati temelje slovenskemu knjižnemu jeziku, mi smo preveč bogati narečij, jih je treba otlesti. To se pravi, še vedno okrog leta 1999 je takrat prva izdaja mojih kratkih časov išla in je to zadeva. Ko sem prevajam jaz italijanske narečne avtorje, glavnem poezijo, no tudi ne prav tako, širim tudi ta register slovenskega knjižnega jezika v smeri žive govorice tega zadeve. To nisem v prozi, moram spomniti še na enega ne sodobnika, ampak takoj za Šipjom Zlataperjem, takoj po prvi svetovni vojni je živel v Gorici, je prišel živeti zet od pesnika Quasimoda. Quasimodo je imel brata v Gorici in tisti tja je prišel živeti Elio Vittorini. O Vittoriniju upam, da kaj veste, ker je eden takih pomembnih pisateljev, ki so modernizirali, tudi napravili italijansko prozo in književne razglede svetovljanske prav iz anglo-ameriškega sveta, tam je bil specializiran. On je izdal eno svojo kratko prozo, je vključil v tista Piccola Borghesija, v knjigo, ki je šla leta 30 in to prozo je poimenoval La mia guerra, se pravi Il mio carso, la mia guerra. Je šlo seveda malo kasneje in pa popisuje čas prve svetovne vojne v Gorici z vidika od 6 do 10, ne, 6-letni fantek do 10 let, ker je 4 leta vojne je preživel v tem obleganem mestu. Tam je ravno tako eno takih vrlin tega pisatelja, ki je bil
tudi tega veliko realističnega, malo bolj tega kova. Je prav ta jezik, ki je bil zelo krvav, lokalen, tako. Da jaz sem mislil, da Elio Vittorini dejansko iz tistega goriškega ambienta, potem, da je več časa živel, ima vse rekli ne, med vojno ne, je vse rekonstruiral in jezik, v jeziku se je naslonil na to izkušnjo Šipja Zlataperja. Jaz sem v srečo, da so mi tudi tam povirili nalogo, en krožek v Gorici, da to prevedem in sem rade volje prevedel in sem tudi to odkrival te paralelizme, s tem, da oba seveda avtorja Zlataper in Vittorini omenjata seveda in obravnavata tudi Slovence. Tudi, predvsem pa folklorno slovstvo, torej tukaj Zlataper na nekaterih mestih tako, oni tukaj pa prav neka teta mu pripoveduje o Triglavu in Vigi in tako, tukaj on šli po, ampak seveda se vidi, da sta ena od drugega črpala, se pravi, da Šipjo Zlataper je imel en tak domet, ki so ga potem nadgrajevali tudi drugi italijanski avtori. In kolikor sem jaz mogel, sem to bi rekel, to premikanje k naravnemu, tudi v jeziku, ampak tudi recimo v tem odnosu do krajine, kot je Kras, sem skušal tudi uveljavljati v slovenskem prostoru, ker to so pač sodi zraven v eno, da si zadaš neke naloge, da to voliš neko svojo osobo. Meni je bila to položena nekako v moje okolje rovno in jaz se to seveda prevzemam tudi skozi tako dejavnost, kot je prevajanje. Prevajanje, ki ga imam in zato tudi sem dvakrat prevajal moj Kras, zato ker se mi zdi, da je ravno tako hudo in odgovorno avtorsko delo, kakor skozi pisanje na novo, ker je to upoštevanje marsičesa in seveda z veliko odgovornostjo do izvirnika, po drugi strani do namembnosti v novem ambientu, novem okolju. Hvala, meni se zdi to zelo zanimivo. Mi smo šli malo čez čas. Zdaj damo zadnjo besedo, torej seveda študentom oziroma občinstvu, študentskemu ali ne študentskemu, pa mogoče še eno predzadnjo besedo avtorju. Če želite en tak odlomek, prvi je bil bolj resen oziroma bolj problematizirajoč, odnos med Italijani in Slovenci med drugim. Tale drugi odlomek je pa mogoče malo drugačen, ampak tudi precej značilen, krajši, ampak precej značilen in mogoče se skozen vidi tale dvojnost jezikovna med zborno italijanščino in slovenščino in med tržaščino in pač ta posrečenost, bi rekla, prevajalskih rešitev. Si za to, da preberemo to, ne? Na strani 95. Boš ti bral slovensko in italijansko. Italijansko se upravičujem za svoje branje tržaščine. Mi je všeč tržaščine, ampak nisem ravno rojstna govorka tržaščine. Od tistega strica. Ja, od strica, ja. Lahko? Lahko. Samo ta košček zgoraj. Imam jaz italijansko, na koncu me bo Marko popravil pri tržaščini, se upravičujem, če kdo strsta, verjetno, ne bom čisto autentična. Erabile commerciante, pieno di risorse e iniziative. Fu povero, ricchissimo, quasi povero, agiato. Una volta capitò nel suo scrittoio uno, dicendo che zio gli doveva 10 fiorini. Zio rispose che li aveva già restituiti. L'altro negò. Zio prese di portafoglio una banconota da 10, la pose sul tavolo, prese un fiammifero, accese una candela e tenne la banconota delicatamente per un angolo sulla fiamma finché bruciò tutta. Che faccio vedere che non mi interessa de 10 fiorini, ma a lei non vedeva un soldo. Buongiorno. Bil je spreten trgovec, iznajdljiv in smislom za tveganje. Najprej revež, potem bogataš, potem skoraj na cesti, potem kar premožen.
Nekoč se je v njegovi pisarni pojavil nekdo in trdil, da mu stric dolguje 10 goldinarjev. Stric mu je odvrnil, da je dolg že poravnal, oni, da ne. Stric je vzel iz denarnice bankovec za 10 goldinarjev, položil ga je na mizo, vzel žigalnico, prižgal svečo, potem je na rahlo prijel bankovec za vogal in ga podržal nad plamenom, dokler ni do kraja zgorel. Tako da znaste, da mi za 10 goldinarjev ne bo padla krona z glave. Vempej nisem dolžen niti krajcarja, zbuga. Tako, zdaj smo rekli zbuga. Prosim, beseda, ni treba, da so posebno poznavalska. Nihče nič. Naši študenti niso precej zgovorni, kot se vidim. Mislim, so postavljeni tako malo čudno, ampak ne vem, vseeno lahko tudi vprašate še kaj, ne vem kaj vi. Ja, lahko tudi poudarimo, mi smo govorili o tem, da se pač Italijani tudi že pač so prisotni v prevodih in sproti se prevaja v slovenščino, da je pa tudi vse več tudi prevodov v drugo smer, se pravi, da tudi slovenski avtorji so na italijanskih porodicah. Tudi recimo tukaj je bila Patricia Raveggi, ki je prevedla že tudi Vojnoviča, ki gotovo ni prav lahka slovenščina, tudi ta je izrazito provokativen v jezikovnem smislu in to je tudi prevedeno. Moram reči pa, da nisem še bral. Seveda so tudi naši drugi, mlajši tržaški avtorji, kot je Marko Sosič, ta Jelinčič ali Verč ali ne vem, kateri so še bili, da ne omenjamo Pahorja ali Rebule. To se dogaja za tržaško in seveda tudi iz osrednjega, navadno tudi s pomočjo tržaških prevajalcev v italijanščino se potem tudi osrednje slovenski avtorji, kot je Jančar ali pa še ta ne Vladimir Kavčič, ampak Kovačič, tudi Kovačič je ta Darja Betoki, je tudi Lojzeta Kovačiča, ja, seveda, prišleke, ne? Prišleke, zdaj so šli. Tako da v bistvu se ta pretok dogaja, tudi seveda niso to, kako bi rekel, te tokovi podprti z nekimi nekje na osnovi nekega zaslužka založnikov ali pa prevajalcev, kaj takega, to je vse vendarle v ad majorem dei gloriam, se pravi, zato da se prava literatura nekje udejanja. Med tistimi uspešnimi, recimo, lahko govorimo samo o dveh, Pahor in Jančar, recimo na italijanskem trgu, drugo, ne vem, jaz nimam takih zaznav. Drugo je treba seveda, bi potrebovali... No, Kosovel do ene mere, neverjetno. Do ene mere Kosovel, recimo, ne? Kosovel pa je izredno. Zdaj bi vam pokazal neko izredno lepo, v izredno lepem prevodu, neko lepo izdajco, tako da boste... To je pa resen, to je ta. Od Darje Betoki, ne vemo, koliko 100 besedil, ki seveda so tudi s temi notranjimi asonančnimi efekti, to tudi včasih trdo, vokalno, konsonantno, jezikovno figuro lepo
kot mogoče veste, je bil Kosovo ogromno prevajanj v italijanščino. Ne? In je tudi v bistvu edini avtor, ki je nekako prodrl v učbenike, določeno število učbenikov, sicer pa je predvsem v uporabi v Furlaniji, Julijski krajini, se pravi deloma lokalno, pa prevajanj je bil ogromno. Čeprav po mojem nekoliko mogoče preveč dokumentarno, ne? Mislim, ti prevodi, ki obstajajo, so izrazito dokumentarni, seveda zelo dragoceni, ampak ne trudijo se biti posebej pesniški. Mislim, da ta prevod Darje Betocchi je ravno v tem zelo poseben, da skuša biti ne samo dokumentaren, ampak tudi književno-instrumentalen. Se pravi, poskuša dejansko reproducirati literaturo, torej literarno besedilo kot literarno besedilo. Mislim, da v tem je njegov čar. Seveda, kot rečeno, ne moramo pozabiti, da je tudi Jolka Milič, Kraška. Ogromno prevajala, ne, seveda. In tudi nekatere pesmi tudi zelo uspešno. Da je potem nad mojo, bi rekel, sugestijo in ob strani z mojo pomočjo Luciano Morandini, en pesnik iz Vidma, tudi nekaj pesmi prevajal. Jaz bi želel skozi to povedati, da je potrebno, posebno v poeziji ali pa intenzivnih tekstih, kakršen je moj Kras, da se vračamo, osvežujemo in vsaka generacija praktično si priredi prevod po svoje. Ne zaradi tega, ker je to kruh mladih, ampak tudi zaradi tega, ker je potrebno si, če so že obstojne vrednosti v literaturi, tudi prisvojiti. Vsaka generacija drugače bere. Jaz sem občudoval recimo pri Jolki Milič izrazit talent za branje poglobljeno z reflekse ono tretje, seveda ni zadoščalo, ker je pa njen italijanščina, iz katere se ona napaja in ki je izpred, ne bom rekel 100 let, ampak 50 let za mano, da je meni seveda bila malo taka, bi rekel, zaprašena. In seveda s tem, da ne odrekam, da je opravila veliko delo in na osnovi tega je treba tudi iti naprej, ohranjati tudi odnos, recimo, Italijanov, ki so že srečali Jolkinega Kosovela, tudi zato, da bojo potem uživali Kosovela še v kakšni drugi, servirali na kakšnem drugem krožniku prevajalskem. Hvala. Mislim, tukaj moramo zaključiti, da ne bodo študenti pobegnili. Res? Hvala za pozornost vam, ki ste res tako, ne samo pazljivo, ampak upam tudi neko prisrčno bližino, kot sem jaz zaslutil, spremljali ta pogovor ali pa nagovarjanje ob imenu Zlatoperja in njegove literature, ampak tudi hvala vaši profesorici Martini Ožbot, da me je povabila v to stavbo, kjer sem seveda zahajal v sredi 60-ih let. Zdaj veste približno, da je tega mimo 50 let, in da sem tudi že malo zaprašen. Torej se pravi, da se lahko čez 20 let spet lotite kakšnega mojega avtorja, ki sem ga jaz prevedel in bo to tako tudi prav. Lahko pa tudi seveda kaj, kar bo takrat še bolj aktualno in kar se spet v literaturi na novo rodi in rojeva in nas izziva. Na vsak način vse, kar je v moji moči in v mojem interesu, je to, da bi ljudi okužil z nekim erosom do besede, do tega leposlovja, ki ni samo črka na papirju, ampak kot ste videli, je tudi odraz nekega življenja, neke izkušnje in neke sanjarije. To so počeli tisti pred mano, ki to počnejo tisti ob meni in upam, da boste tudi vi prevzemali ta habitus tega intenzivnega odnosa do besedovanja z nekim posebnim nagibom k temu, da bi bilo nekaj obstojnega za nami ostalo.
Hvala lepa. Hvala.